Dogajanje v zadnjih nekaj letih, tudi pričujoče krize, so dodobra zamajali naš občutek varnosti in naš vrednostni sistem. Strah pred neznanim je večji kot kadarkoli prej. Vse bolj so na preizkušnje postavljeni zaupanje, demokratični dialog, povezanost in medsebojno spoštovanje, humanost in človečnost, ki so temelji človekovih pravic. A vendarle, ker imamo vedno možnost izbire, lahko kot država, družba ali posameznik na prvo mesto vedno postavimo sočloveka. Ob letošnjem dnevu človekovih pravic vas zato želim spodbuditi, da se pri vsem našem poklicnem ali zasebnem delovanju večkrat spomnimo na dvoje slovenskih besed: človek in ljub. Prepričan sem namreč, da naša izbira, da smo človeka ljubi, pozitivno vpliva tudi na druge. Če s sočutjem in skrbnostjo poskrbimo za sočloveka, s tem ne oblikujemo pogojev kakovostnega življenja samo zanj, pač za celotno skupnost. Za nas vse. Takšna pričakovanja imam kot varuh človekovih pravic najprej do vsakokratne oblasti ter javnih uslužbenk in uslužbencev, katerih delo s sodelavkami in sodelavci nadziramo, opozarjamo na napake in skupaj z njimi mnogokrat iščemo rešitve. Osebno odgovorno delovanje vseh nas je zagotovo smer za spreminjanje neustreznih praks na bolje. Le z osebno odgovornostjo in mislijo na človeka, o usodah katerega odločamo, lahko namreč krepimo družbo, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar. Če želimo ohraniti in krepiti državo blaginje, ki smo jo gradili desetletja, moramo spremeniti naš odnos do sočloveka. Kot človekoljub ne bo le nekdo, ki se udejstvuje v humanitarnih organizacijah. To je lahko vsak od nas, ki ima ljub, torej zelo pozitiven, čustven odnos do sočloveka. Pa čeprav to morda za nas pomeni, kot pravi Slavoj Žižek, mirno sožitje z distanco. Danes, ko se zdi, da nam manjka vizije države in pozitivnih sprememb, je ravno človečnost lahko pomembna, nevidna sila povezovanja družbe.